Lepo pozdravljeni v Kayak Canoe magazinu. 4. letošnja oddaja je tukaj in tokrat vas bomo pripravili na svetovno prvenstvo slalomistov, ki bo sredi meseca v Združenih državah. Pogledali pa bomo tudi, kako je bilo na državnem prvenstvu najmlajših kategorij. No kar poglejte, kako skozi cilj prihaja eden izmed novodobnih mojstrov divjih brzic. Sezona svetovnega pokala v slalomu je določila glavne favorite za svetovno prvenstvo. V skupnem seštevku sta v slovenski reprezentanci najvišje posegla Sašo Taljat in Luka Božič, ki sta osvojila končno 3. mesto. Dvojec z Mosta na Soči je najboljši rezultat dosegel na prvi tekmi v Londonu, ko je zmagal, na najvišjo stopničko pa je stopil še Benjamin Savšek, ki je dobil dirko v Tacnu. Vrhunec sezone bo v Združenih državah, ki so doslej svetovno prvenstvo gostile enkrat samkrat, leta 1989, ko so jih prirejali še družno v spustu in slalomu. V Savage Riverju so slovenski tekmovalci, tedaj še pod jugoslovansko zastavo, osvojili skupno kar 6 medalj. 3 v spustu, kjer so se naslova svetovnega prvaka veselili Andrej Jelinc v kanuju in dvojec Masle Grobiša. Nato pa še 3 v slalomu, kjer je bil Abramič 3., kajakaška ekipa, ki sta jo dopolnila Štrukelj in Čižman zlata, bronasti pa kanuisti z Žitnikom, Javornikom in sedanjim trenerjem Benjamina Savška Jožetom Vidmarjem. Jože, kakšne spomine imate na svetovno prvenstvo leta 1989 v Savage Riverju, kjer je slovenska reprezentanca, tedaj še pod staro zastavo, nastopila odlično in so se medalje kar vrstile? Spomini so lepi, čeprav so že kar precej oddaljeni. Predvsem nekje v spominu mi je ostalo, da je proga bila izredno dolga, 180 sekund. Predvsem med treningi so spuščali z Gornjega jezera vodo iz nižjega predela in je bila voda izredno mrzla in se nekje 2 metra nad vodo se je delala meglica, tako da ni bilo videti od vrat do vrat, 10 metrov naprej si še videl, naprej pa ne več. Nad tem 2 metri je bilo pa normalno sončno vreme, od spodaj pa tako turobno, bi rekel, bolj angleško. Po 25 letih se svetovno prvenstvo znova vrača v ZDA, nedaleč stran od Starega mesta bo najboljše tokrat gostil Deep Creek. Proga v zahodnem Marylandu pa je za slovensko reprezentanco zaenkrat še mala neznanka. Kako dobro poznaš progo, na kateri bo svetovno prvenstvo v Deep Creeku, si že bil kdaj tam? Ne, zdaj grem prvič letos v Ameriko, tako da bom prvič na tisti progi v slov in slišal sem da je na 900 metrih višine proga, tako da je majčkena višinska razlika, kakor v primerjavi z ostalimi progami, ampak drugače sem pa gledal na posnetkih in se mi zdi dokaj v redu, taka preprosta proga. Zdaj pa bomo videli, kaj nas bo dol čakati. Kakšne informacije pa imaš ti o progi v Deep Creeku? Informacije, nekaj sem si jih nabrala, ampak mislim, da prava informacija šele, ko prideš tja in sam preizkusiš progo. Ne vem, pravijo, da v bistvu ni tako lahka, da je kar zahtevna in je treba naštudirati, tako da bom pa videla, ko bom prišla na samo prizorišče. Ful se veselim, da vidim, kakšen je to kraj, ker menda ne bi bilo zelo lepo, tako ob enem jezeru pa to, pa da je proga na vrh smučišča. Tako da me že zelo zanima, da vidim, kakšno je samo prizorišče. To ne vpliva, da je nova proga, To pomeni samo to, da bo se malo bolj prilagajali, pa da bomo na začetku malo bolj previdni, pa bo pa verjetno isto. Kakšna dejansko je? Kako se je tebi zdela z teh videoposnetkov? Je podobna kateri izmed prog v Evropi? To pa je omenil moj trener. Je rekel, da je zelo podobna Nottinghamu, po njegovem mnenju, in se kar strinjam. Se mi zdi, da je tam tudi tako pretok vode zelo podoben. Ti to ustreza? Jaz imam raje bolj neke tekoče, fluidne proge, ampak v bistvu vse mi je všeč, ampak če moram neko preferenco izpostaviti, potem so to bolj tacenska, Seo Durgel, take proge. Saj, kakor je bilo videti po teh videoposnetkih in tem, da je tudi zelo lepa okolica, obiščete tudi kakšen medved lahko sredi tekme, da zaradi tega tudi tekmo ustavijo, Tako da mislim, da bo prizorišče prijetno ne samo za tekmovati, ampak tudi za v bistvu uživati oziroma kot sama nastanitev in predpriprava tam.
Svetovno prvenstvo bo v Deep Creeku potekalo med 17. in 21. septembrom. Naša reprezentanca bo v Združene države pripotovala približno 2 tedna pred začetkom in v tem obdobju poskušala čim bolj spoznati tamkajšnje brzice. Pričakovanja javnosti so visoka, kaj pa napovedujejo tekmovalci. Ja, vsekakor se mi zdi, da smo letos pokazali, da smo sposobni prijeti v finale, potem v finalu pa se lahko marsikaj pač zgodi, ne? Kakor smo letos tudi večkrat videli in najprej potrebno samo po stopničkah do finala, pol pa tam svojo maksimalno vožnjo pokazati in če si v finalu, si sposoben prijeti pol tudi do medalje. V bistvu si želim res najti ta pravi ritem, dobro počutje na tekmi, ker nekako mislim, da letos mi ga ni uspel čisto najbolj realizirati, tako da to je moj cilj. Da bi pa napovedoval, si pa ne upam, no. Da nam kakšnega bremena postavil ali pa kaj, tako da upam, da se bomo vsi dobro odrezali. Dejstvo je, da če napoveduješ dober rezultat, še ne pomeni, da ga boš naredil. Zato tudi je brez veze ga napovedovati, ker do dobrega rezultata prideš pa samo s tem, da si dobro treniral in da boš tisti dan dobro furo odpeljal. Sigurno pa jaz ne skrivam svojih želj, da se hočem boriti za vrh in tja tudi grem, zato da sem borila za sam vrh. Veselimo se svetovnega prvenstva, izkušnje naših tekmovalcev s severnoameriškimi brzicami so dobre, saj se od tam nikoli niso vrnili praznih rok, niti z olimpijskih iger. Upam, da bo kakšnemu iz naše ekipe ali pa večjim uspel v Ameriki ta moto prišel, video, zmagal. Jernej Abramič je še vedno edini slovenski slalomist, ki je osvojil medaljo v posamični konkurenci na 2 zaporednih svetovnih prvenstvih. Leta 1987 je bil v Burg St. Mauricu drugi, 2 leti kasneje, ko je tekmovanje gostil ameriški Savage River, pa tretji, ob tem pa je takrat domov prinesel še zlato medaljo, ki jo je osvojil z ekipo kajakašev. Po uspešni karieri, v kateri je dosegel tudi 7. mesto na olimpijskih igrah v Atlanti, se je posvetil trenerskemu delu. Leta 2001 pa začel sodelovanje z avstrijskimi slalomisti, ki traja še danes. V bistvu z Helmutom Oblingerjem so se poznala že prej, so bila tudi sotekmovalca še na zadnji olimpijadi v Atlanti. Sva se poznala in takrat v bistvu, ko sem jaz končal mojo športno pot, se je zanimal za trenerja in tako sva v bistvu začela sodelovati. Tako da največ v bistvu vseh teh letih sem sodeloval prav z njim in z njegovo ženo Violeto. Vmes pa so bile spremembe, v bistvu še s kakšno mladinsko ekipo ali pa še kakšnimi drugimi tekmovalci po potrebi. Kot trener je dočakal tudi olimpijsko slavo, ki mu v tekmovalni karieri ni bila usvojena. Violeto Oblinger je pri zrelih 30 letih popeljal do daleč največjega uspeha v karieri, ko je na igrah četrtletja v Pekingu vzela bronasto medaljo in uresničila tiho začrtani plan klenega solkanca. To je, lahko rečem, res enkraten primer. Ona je kot mladinka še tekmovala za Nemčijo, potem se je preselila v Avstrijo, kjer, kar sem slišal, niti ni bila toliko perspektivna, je pa potem res z delom in z voljo ogromno nadoknadila in bom rekel še zdaj v zadnjih letih, kljub temu, da je že 2-krat mamica, je, bom rekel, zelo, zelo kompetitivna. Poleg zakoncev Oblinger letos skrbi za avstrijsko moško kajakaško ekipo in mladinsko vrsto. Pravi, da jih ni dosti, pa so zato toliko bolj zagnani. Rezultati so izjemni in če bi bilo v njegovi navadi, bi se lahko hvalil, da ima mladinskega svetovnega prvaka. Mario Leitner je namreč letos v Avstraliji premagal vso konkurenco, tudi našega Vida Kudra Marušiča na 2. mestu in osvojil zlato medaljo, na katero je trener še kako ponosen, saj je do potankosti izpolnil njegove zamisli. Ja, v bistvu jaz živim v Sukanu doma. Z njimi praktično podelam največja tekmovanja, svetovne pokale, svetovna prvenstva, evropska in tiste glavne priprave, ki so zimske v toplih krajih in tiste specifične priprave na prizoriščih, kjer so potem te večje tekmovanja. Tako da
V Avstriji do zdaj v bistvu niti ni bilo pogojev za kakšen dober trening, tudi sami tekmovalci zelo malo doma trenirajo, zato ker nimajo nobenega, vsaj do zdaj ni bilo centra, zdaj pač smo dobili s to novo progo na Dunaj. Čeprav razumem, vaše delovanje temelji na nekem velikem zaupanju, ne? Ja, treba je dobro splanirati stvari, dati naloge tekmovalcem, fantom in potem jih morajo pač izvesti oziroma naštudirati, natrenirati in tako postopno pač napredujemo, ne, z tedna v teden, ne, tako da tudi če mene ni, v bistvu fantje vejo, kaj delati in delajo na tem in se trudijo in potem stvari preverjamo sproti, ko se spet dobimo in izgleda, da teče v redu, no. Njegovo delo temelji na zaupanju in na tak način sodeluje tudi z nekaterimi slovenskimi tekmovalci. Kljub temu, da nista veliko skupaj, je Nejc Žnidarčič ob njegovih nasvetih letos prišel do zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala v spustu. Jaz sem njegov v bistvu kondicijski trener in mu dajem kakšne tehnične napotke in pač dobro sodeluje. Z njim sem bil že pač trener v kaj klubu Soške elektrarne, še preden sem delal za Avstrijce in tako so ostala v navezi skozi in tudi tam dobro sodeluje. Ja, Nejc je dober tekmovalec, je lepo z njim delati. Z enim očesom je ves čas tudi pri naših divjavodaših, z vsemi referencami in konec koncev tudi kot trener konkurenčne reprezentance, pa ob zaključku naše zgodbe nadvse primeren za komentar uspehov slovenskega kajaka in kanuja v zadnjih letih. Bolje lahko zmeri, ampak mislim, da če bi dal eno oceno na vse, kar je v slovenskem kajaku, lahko ocenil za zelo dobro, ne? Glede na vse, ne? Na finančna sredstva, na število tekmovalcev, na delo, ki ga je videti, oziroma na rezultate, mislim, da je v primerjavi tudi z drugimi najmočnejšimi reprezentancami kar na visokem nivoju. Jošt, verjamem, da se ne smeš preveč opustiti, ampak ali res ne čutiš, da v tako fizično napornem športu ne potrebuješ več kot samo 14 dni počitka? Ja, morda je 14 dni res kratko obdobje, hkrati pa se jaz nisem še naveličal tega športa, uživam v tem, kar počnem. Tako da bom raje sedaj izkoristil te pogoje, ki so še toplo vreme in bom pozimi, ko bo zunaj mraz, izkoristil in bo še kakšen dan teč na smučkah na mest v čoln. Hkrati je tudi po enih raziskavah pravijo, da telo že po 6 dneh začne izgubljati na teh fizioloških sposobnostih, ki si jih prigaral, pritreniral. Tako da se mi zdi škoda vse to zavreči in raje gradim od višjega nivoja, da bom naslednje leto še hitrejši. Spomini na svetovno prvenstvo so, domnevam, še dokaj sveži. Tile posnetki iz Moskve so tvoji. Kakšen vtis je nate napravil sploh ta olimpijski kajakaški center? Ja, če se ne motim, so bile olimpijske igre tam že leta 1980, tako da takrat se je že precej spremenil. Praktično so cel center obnovili, modernizirali. To je sedaj eden najnovejših, najsodobnejših teh kajakaških centrov. Nudi na vodi praktično vsem tekmovalcem enake pogoje. Tekmovalci smo imeli tako imenovani lounge room, kjer smo se lahko spočili na kavčih, smo imeli televizorje noter. Skratka, nismo rabili med tekmo zgubljati časa, da smo se vozili nazaj v hotel, kjer bi lahko ležali v postelji, ampak je bilo v samem centru to podobno, da si lahko tam počil. Tudi glede na to, da proga ni čisto v samem centru, navsezadnje je Moskva precej velika, je samo tekmovanje prišlo pogledati ogromno ljudi, gledalcev. Še celo Medvedev je prišel na otvoritev, tako da je dal to še posebej nek pečat, nek pomen celemu svetovnemu prvenstvu. Sedaj vidiva posnetke z uradnega treninga. Kot vidim, je bilo kar precej gneče. Tole je kar zoprno, ne? Ja, na tekmovanjih je zmeraj tako, da 2 dni pred tekmovanjem pridejo
vse države, vsi tekmovalci in je na progi praktično zelo težko opraviti kakšen resen trening, sploh če bi se posvečal neki tehniki. Ampak probamo izkoristiti, kolikor se da, lovimo ure, da bi bilo čim manj tekmovalcev na vodi. Ampak kot vidite na posnetkih, je to kljub temu, da iščemo čim bolj proste termine, zelo nabito s kajakaši. Sicer pa je zanimivo, da kljub temu, da sodeluješ z raznimi strokovnjaki, na samih tekmah pa nimaš neke prave strokovne pomoči. Koliko ti to pravzaprav manjka, nekdo, s katerim bi se pogovoril mogoče ravno o sami taktiki? Mislim, mirne vode so tak šport, da so pogoji praktično po celem svetu enaki. Sprav, da če treningi potekajo tako, kot morajo, ti na treningu naštudiraš taktiko, kakršno paše tvoji glavi, tvojemu telesu. Tako da na samem, če gre vse normalno, potem na samem prizorišču, na sami tekmi ne razmišljaš o taktiki. In stvari tečejo samoumevno vse. Kdo je pravzaprav avtor vseh teh posnetkov, ki jih vidiva, glede na to, da si ti na njih, je jasno, da jih ti nisi posnel? Ja, avtor je moja dekle Špela, ki je bila letos tudi kot moj pomočnik, moja desna roka na vseh tekmah. Se pravi, ona je tista, ki me na tekmah posname, da lahko potem tudi naredim analizo same tekme, da pogledam, če taktika je bila tako, kot sem si jo zamislil. No, vsezadnje, da če malo v narekovajih rečem, da pošpioniramo, se pravi, da posnamemo tuje tekmovalce, da od njih pogledamo to najboljše. Tako da Špela je bila avtor teh posnetkov. Sicer pa so te letos na trening sprejeli v nemški reprezentanci. Kakšne ugotovitve si pridobil v tem obdobju, ko si treniral z njimi? Ja, v bistvu sem bil zelo vesel, da so me vzeli na svoje treninge. Njihov najboljši tekmovalec, Max Hof, zaradi katerega sem tudi šel, on je iz divjih vod in kako se iz tam že poznava in ve, da pot na sam vrh precej težka in je tukaj pripravljen, mi je ponudil roko, da mi pomaga, da se pridružim tudi jaz samo temu vrhu. Kaj pa Hof potem na sami tekmi? Vemo, da ima ogromno suporta strani svoje ekipe. Je podobno kot Jošca Krajšek na samem tekmovanju potem dokaj samostojen? Zdaj, če rečem zelo grobo, mi je zelo podobno. On je glih tako samostojen kot jaz, s tem, da imam jaz Špelo, ki me posname in potem po tekmovanju traja to lahko tudi 2, 3, 4 ure, da analiziramo samo tehniko, frekvenco zaveslaja, taktiko. Medtem ko Max Hof praktično pride po tekmi iz vode in dobi izpisek število zaveslajev, hitrost na 200 metrov, na 500. Praktično dobi celo analizo tako in ne zgublja časa potem s takimi stvarmi. Verjameš, da si prihodnje leto lahko povsem zraven? Jaz verjamem, da bom zraven. Lansko leto sem bil 4. na Evropskem prvenstvu, bil sem 9. na svetovnem prvenstvu, ampak ravno zaradi tega sem v letošnjem letu se pridružil nekaj ekipam, da sem izvedel še te detajle, ker 4. mesto ni tisto, ki bi me zadovoljilo, ampak hočem na sam vrh oziroma do medalj. In zato je bilo letos mogoče rezultatsko nekoliko slabše, ampak kot sem rekel, je to investicija za drugo leto. Potem pa za konec ni več reči drugega, kot le še Jošt, ostani priden in zdrav. Srečno! Ja, hvala. Če bom merljiv in zdrav, potem se bomo lahko drugo leto skupaj veselili. Kajakaška zveza Slovenije je zadnji teden v avgustu pripravila tabor za najmlajše. Potem, ko je bil pred mesecem dni v Bohinju ta namenjen mirnim vodam, so udeleženci tokrat nova znanja in izkušnje nabirali na Brzicah. Tabor v Tacnu je bil namenjen mladim slovenskim kajakašem, udeležilo se jih je 120, pomagalo ga je pa organizirati še 20 ljudi. Prvič so se nam pa letos pridružili tudi tujci, tekmovalci iz Makedonije, Bosne in pa Srbije. Otroci so bivali v svojih šotorih, ki so jih postavili poleg kajakaškega poligona.
Poleg tega smo postavili en velik vojaški šotor, kjer smo imeli improvizirano jedilnico, kosila smo dobili iz Zavoda Janeza Levca, večerje, pa je pripravljala picerija Halo od Cirila in moram reči, da smo bili z obema zelo zadovoljni. Povej mi, kako ste spali tukaj? Ja, spali smo lepo, včasih sem se kaj izbudil, ko je bilo dežja malo, 2 dni so bile nevihte, potem je bilo pa dobro. Te je bilo kaj strah po noč? Ja, malo, mogoče. Veš, kaj pravijo, da je zelo pomembno, kakšne imaš sosede. Kakšni si ti imel sosede? Ti na drugi strani so neki iz mojega kluba, pa smo si dobri. Super, potem si se imel zelo, zelo lepo. Ja, razen zvečer pa zjutraj sem imel malo doma težja. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu z tega tabora, ki ste ga imeli ta teden tukaj v Tacnu? Proga je najhujše do zdaj v mojem življenju. Pa ko smo še na spust, smo šli čez 3 jezove, Orenk. Pa je bilo malo strah, ampak smo šli. Tabor so sklenili z državnim prvenstvom v slalomu za dečke in deklice, ki so tako tekmovali na sloviti progi v Tacnu. Kako zahtevna je pravzaprav ta naloga, da postaviš progo, ki je primerna za širok starostni razpon od 14 let navzdol? Proga je bila tako narejena, da dejansko najboljši so lahko izkoriščali tiste tako imenovane podirajoče se vale ali role, tisti pa slabši so imeli pa možnost pa tudi izbrati tisto nekoliko lažjo pot. Zdaj nekateri, ki so pa vmes, so se pa kolebali, ali bom hitrejši in bom poskušal tisto težavnejšo, ali pač bom malo počasnejši in bo zihar v cilju. Tudi moja filozofija veslanja je v tem, da naučimo otroke gledati vodo in pač z njo iti naprej. In tudi proga je bila tako narejena, da dejansko vsi mogo opazovati vodo. In očitno so mladi upi naši, očitno so videli, da pač je treba tako odpeljati in jim je to uspelo, kar sigurno kaže na to, da se učijo veslati z vodo in ne proti njej. Na startni listi je bilo kar 100 posadk, nekaj gostov iz tujine in pa slovenski podmladek iz 8 klubov. Povej mi, kako je bilo na progi, si imel kakšne težave, je šlo vse gladko? Je malo težko. Zadnji 2 rolci sta me malo zafrkavali, drugače šlo pa vse v redu. Kje je bilo najtežje za tebe? Pri 7 vratih mi je bilo najtežje. Kaj se je zgodilo tam? Me je malček odneslo dol in potem sem mogel preveslavati in sem izgubil nekaj sekund. Kako si se spopadla s to težko zahtevno progo, ki skriva toliko pasti? Ja, v bistvu sploh ni tako težko. Samo recimo pri Šilčku me je v prvem teku vrtinec ujel in me je dol odnesel. In sem mogla na rikverc do 7 veslati. Drugače pa ni nekaj tako težka, pa edini prvi jez za prečkati, če se ne gre v rolo in te lahko hitro dol odnese. Kakšna je bila tvoja taktika danes? Prvo vožnjo sem šel malo preveč napadalno, sem šel preveč direktno v vrata. Zdaj drugo vožnjo sem šel pa umirjeno, kontrolirano in sem dobro odpeljal do cilja. Kaj pa je to za ena disciplina, ženske C2? To pa še nisem videl. Ja, to je zdaj nekaj novega v bistvu dost. In je tako, da je bolj malo tekmovalcev. Ampak vedve sta pa najboljše v tej disciplini, a kako? Zaenkrat. Kako pa je v dvojcu veslati? Ja, je dosti težko, sam pač moraš biti usklajen. Ja, ko zabavnik se vam pogovarjaš celo pot. O čem sta pa klepetali? Drugače o ničemer, tako če je pa na treningu pa o velikih stvareh. Ja. Vsi tekmovalci po vrsti so pokazali široko znanje, izjemno voljo in odločnost. Od celega tedna pa seveda odnesli neprecenljive izkušnje in nepozabne spomine. Z državnim prvenstvom mlajših kategorij končujemo današnjo oddajo, zato ob slovesu prav poseben pozdrav pošiljam vsem, ki so nastopili v Tacnu in jim seveda želim, da čim prej nastopijo tudi na svetovnem prvenstvu. Kako se bodo tam odrezali člani naše članske reprezentance po naši prihodnji oddaji čez mesec dni. Nasvidenje!